Glavni pokrovitelj oddaje je Lumar. Dober dan in prijazen pozdrav v naši oddaji za zdravje. Danes bo najprej z nami Sanja Lončar, ki bo govorila o zdravilni moči kurkume, s katero lahko rešimo veliko težav naenkrat. Pripravila bo kurkumino mleko in pojasnila, kako lahko zelo malo kurkume dosežemo zelo velik učinek. No, začenjajo se sivi in kratki dnevi, ko počasi že čutimo pomanjkanje sončka in na srečo obstaja veliko dobrih in naravnih načinov, da povečamo količino toplote, suhosti in sonca v telesu, kar nam bo zelo pomagalo. Začimbe so krasen način, kako je narava skoncentrirala sončne žarke in iz njih naredila arome in eterična olja. In ena izmed začimb, ki nosi veliko sonca v sebi, kar lahko vidimo že iz njene barve, je kurkuma. O kurkumi zagotovo berete veliko pravljic, kaj vse zmore. Njena največja moč je predvsem v tem, da pomaga našim jetrom. Jetra s tem dobijo več moči, da prebavijo vsa martinovanja, božične in ostale pojedine in s tem imamo tudi več energije. Druga pomembna vloga kurkume je, da je to ena davčna inšpektorica v vašem telesu, ki bo detaljno pregledala vsako celico in takoj izdala ukaz, da se celice z napako eliminirajo. Drugače povedano, kurkuma z vsako celico, s katero pride v stik, preveri, če slučajno ni rakava in če je rakava, je ustavi v nadaljnji rasti. Če imate težave s sluznicami ali z želodčkom, je dobro vedeti, da kurkuma celi rane na želodcu pa na dvanajstniku in, kaj bi pa še več, pa še malo energije za povrh. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako olajšamo prebavo hrane in hkrati zaužijemo res energijo na žlico ali na požirk. Zato bomo pokazali, kako se kurkuma pravilno pripravlja v hrani in kako se pravilno pripravlja v pijačah. Kdor je bral knjigo Ščepec ustvarjanja, ve, da ni vseeno, kako delamo z začimbami. Odvisno od tega, kako se tega lotite, lahko dobite moč enote 1 ali enote 1000. Brez heca, kurkuma je tipična predstavnica začimb, ker z sinergijskimi učinki lahko dosežemo veliko več, kot da bi uživali na žlico. Prva stvar, ki jo morate vedeti, če si hočete pomagati s kurkumo, je, da je to gomoljnica. To je nekaj, kar prihaja iz tal. To je mrzli škrob in tako kot krompir ne uživamo surovega, za vse gomoljnice velja, da bojo od sebe več dale, če jim damo nekaj toplote. Bojo dale pa še več, če jih raztopimo v pravem mediju. In pravi medij za kurkumo je ali maščoba ali emulzija, torej smetana, mleko, jogurt, nekaj, v čem ona lahko raztopi tako snovi, ki grejo v maščobo, kot tudi te, ki grejo v vodo. Kurkuma pomnoži svoje moči, če jo pravilno skombiniramo z drugimi začimbami in sanjski par s kurkumo je predvsem ingver in mičken popra zraven. Na ta način dobimo zelo močne protivnetne učinke, sklepi ne bojo škripali, bolelo ne bo, kri se bo razredčila in ni treba zares zaužiti kurkumo na žlico, da to dosežemo. No, da življenje bo še lepše, recimo čudoviti napitek, kot je kurkumino mleko, mešamo še z zelo okusnimi začimbami, ker veste, okus kurkume ni čisto vsakemu po godu, ampak z malo kardamoma, klinčkov ali vanilije zadeva postane resnično gurmanska. Zdaj bomo pripravili kurkumin napitek, torej lahko bi zmešali vse te začimbe plus kurkumo in bi dobili enako, kar dobimo tukaj v že pripravljeni mešanici. V eni je še dodatno malo več ingverja, v drugi vanilije, odvisno, če imate radi bolj pikantno ali bolj tako blaženo aromo, si lahko naredite naslednji napitek. Torej, kurkumino mleko lahko pripravimo z navadnim kravljim mlekom, sojinim mlekom, mandljevim, lešnikom, lahko bi tudi z riževim. Dejansko več boste imeli, če boste uporabili kakšno mleko, ki vsebuje tudi malo več beljakovine in maščobe. Ni nujno, da bi mleko zavrelo, ampak bolj toplo je, več se bo izlužilo iz ingverja in kurkume. Še en trik, če imate radi bolj pikantno, potem pa delate z bolj toplim mlekom. Če pa manj pikantnosti želite, potem pa tako, da recimo lahko spijemo. Ko mleko malo segrejemo, vse, kar je treba narediti, da noter vmešamo eno žličko mešanice za kurkumino mleko. Eno ravno žličko zmešamo z 2 do 3 deci takega mleka. In to je vse. No, napitek je pripravljen.
in ga lahko takoj zaužijemo. Če se nam v začetku bo zdelo mogoče, da je okus premočen, komot, lahko primešamo še nekaj mleka in ga razredčimo do točke, da nam je prijeten. No, kurkuma je sanjski par, tudi s koriandrom, in te dve začimbnici skupaj imata popolnoma drugačen okus kot vsaka zase. Aktiviramo kurkumo spet s toploto, v tem primeru bomo uporabili maščobo, torej malo masla, malo dobre naravne margarine, palmove maščobe ali olja uporabimo za ta namen. Olje raztopimo. Koriander stremo. Koriander, ko ga malo popečemo, bo dobil odlično lešnikasto aromo in nato bomo dodali še kurkumo. Vse skupaj pustimo tako minutkico, dve, da se zaromatizira. In potem v to zamešamo, recimo, že skuhan riž. Po potrebi zalijemo še z malo vode in boste videli, kakšno čudovito aromo bo ta riž imel. Lahko seveda dodamo tudi zelenjavo, dodamo testenine, krompir, recimo že skuhan, samo malo tako prepražimo na koncu. Kurkuma bo in koriander zelo regulirala delovanje trebušne slinavke in olajšala prebavo škrobov.